Pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji se bomo posvetili Skopoljevemu spominskemu vrtu. V studiu pozdravljam njegovo skrbnico, Tinko Gantar. Tinka, lepo pozdravljeni in dobrodošli v studiu. Dobar dan. Od kje je prišla ideja o snovanju Skopoljevega spominskega vrta? To idejo je takratni predsednici Ivici Kavčič posredoval Tone Vraber, ki je imel takrat na Tršanovšu, je živel takrat in seveda so kontaktirali. Rekel je, da bi Idrija, glede na to, koliko je teh znanstvenikov je živelo tukaj, da bi bilo dobro, da bi jim dal nek živ spomenik. Tak. In to je predlagal, da bi bil vrt. In potem se je začelo iskanje terena, seveda ob Švici ni bilo več možno, ker je tam vse asfaltirano. In potem je soseda Slavica ponudila tisti del vrta, takrat, ko ga je ona samo ob robu vzdrževala, tisti del, ki gre od parkirišča proti Kajzerju, na Kajzer. No in ko so tole najdel, seveda je pa Ivica stopila v akcijo, je naprosila kolektor oziroma Silvita Jereba, da je tablo uredil, da so povišali škarpo. Tako nekako se je začelo in leta, to se je začelo sigurno pred 2004, ker 2004 je bilo pa že ta tiskovna konferenca, ki se je temu reklo, da so v vrt prišli, je bil že tisto osnova vrta je bila že. Seveda, da je do tega prišlo, je bilo pa veliko dela potrebnega. Ja. Pa vse te aktivnosti so potekale v sklopu Muzejskega društva Idrija. Vse to je vodila pravzaprav Ivica Kavčič. Ki je bila takrat predsednica? Takrat je bila predsednica Muzejskega društva. Zakaj spomenik naravoslovcem v Idriji? Tako je pravzaprav Vraber to utemeljil, da se malo preveč pozablja v Idriji, da je glavno rudnik, živo srebro pa šlikrofi. In da se ne pozablja pravzaprav, da je Idrija zibelka naravoslovja, da so recimo rekli strokovnjaki, da je to botanične Atene. To nam priznavajo strokovnjaki slovenski in tudi tuji. To ni, da bi nekdo taki strokovno je to rečeno, res in je tudi res, ker kaj vse je Skopolj ustvaril v Idriji, to so res začetki in v evropskem merilu so pomembni. Da pa malo skočiva v stran, zakaj pa se še posebej letos spominjamo Skopolja? Vedeti moramo, da je letos v Idriji proglašeno leto kot leto Skopolja in smo praznovali in obeleževali to. 300-letnica njegovega rojstva je bila letos, in je bilo veliko teh prireditev njemu v čast, bil je tudi simpozij, potem so ne samo v Idriji, tudi v Ljubljani so naravoslovni muzej, pa botanični vrt so njegov. V obeh inštitucijah so ta doprsni kip njegov odkrili, potem je bila izdana knjiga o njegovem delu. Tako da res v Idriji smo pa imeli simpozij, pa celo leto je posvečeno, pa moram reči, da se tudi v vrt malo vlagalo, tako da so malo potke so uredile, pa to, da je nekako zgledal bolj urejen. Da je to tudi živi muzej dobil svojo pozornost. Precej obiska je bilo tudi, ravno zaradi tega, ker je bila medijsko zelo pokrito to. Kar je za Švedsko ali ne,
kar je za Anglijo Darwin, naj bi bil za Evropo Skopoli. Ja. Prav gotovo, da je, ne? Ta njegova dve knjige, ki jih je napisal, pravzaprav spisal je, ena je šla še v času, ko je bil on tukaj, to je bilo, mislim, da je 1762, da je prva šla Flora Carniolica 1, potem pa, ko je bil že v češki Ščavnici, ali ne vem, kako se točno izgovori, ko je bil na Češkem, je pa izšla Flora Carniolica 2. Ne. Poleg tega, da je, dokler je bil v Idriji, seveda še o žuželkah, potem o samem živem srebru, pa škodljivosti in vse to. Veliko je ustvaril v Idriji, res. Njegova idrijska leta so bila tudi najbolj plodna. Kako je bilo z zasnovo vrta? Kdo je prvi pristopil k oblikovanju? Kako bo vrt v naravi izgledal? Ja, tukaj je pa dobila Ivica pomočnico, pravo pomočnico izbrala Marijo Mavdeževo, profesorico na gimnaziji, seveda takrat že upokojeno. Ja, ona je nekako to zasnovo zasnovala, seveda je že prej doktor Vraber nekako nakazal, kako bi naj bilo to, ne? Da bi naj bila hrbtenica oziroma najbolj važne te rastline, ki so jih ti naravoslovci v naši okolici odkrili, kjer imajo tukaj tudi tole klasično nahajališče, in da bi bila to ta hrbtenica vrta, to je 34 rastlin, ki so nekako tako ob poti levo in desno, čim bliže očem, jih je razporedila. Ne, tako takrat, seveda, da je bil pa teren, je bilo treba očistiti, to je bilo prej smetišče. Smetišče za rudarje oziroma tiste, ki so bili v Kovačiji, pa z Kajzerja je vse sorte dol priletelo, še zdaj ven vlečemo razne črepinje in ostanke železa in veliko žlindre, ne. Z druge strani so tam pod vratarnico so sosedje odlagali, ne, vse, kar človek noče pred svojo hišo imeti. In tako da je bilo veliko dela že s tem čiščenjem in tukaj je veliko komunala pomagala. Komunala, ki je pristopila k urejanju to, da je bilo prostora. urejanje, da so recimo seveda se je pokazala Marija, kjer je kamne, da so kamne pripeljali s kamioni, da so jih tam položili, ko je zasnovala tiste stezice, pa tole zemljo so nanosili, navozili, ne, ker zemlja je bila zelo slaba. Zemlja je še zdaj slaba. In potem se je delo pričelo z zasaditvijo rastlin. Ja, in to sta delale nekaj rastlin, seveda je dal doktor Vraber, potem jih je dal doktor Bavcon, tudi od članov muzejskega društva je kakšna rastlina prišla. Večino sta pa one, Ivica v avto, pa Marija sabo in sta kopale in nosile in sadile. In 2004. moram reči, da je izgledalo precej golo, ne, vse tole, samo tako je pač, ko začneš, ne. Zdaj ni več golo. Vrt se je prijel. S kakšnim namenom je bil osnovan ta vrt? Ja, namen je bil pravzaprav ta osnoven, da se poudari, da Idrija ni samo rudnik in žliktrofi, ampak da je tudi zibelka naravoslovja. Kad se temu reče, da je to en tak živ spomenik, ne, ker recimo Skopoli razen spominske plošče ali pa Ake, Hladnik, pa tole, nimajo svojih kipov ali kaj takega. Imajo sicer na Hladnik, mislim, da ima na magazinu ploščo, pa mogoče še kdo, ampak recimo vrta, ne, to je živa stvar in to je tista tabla spredaj zdaj, ko je lepo obnovljena.
vse pove, a ne, na njej so tisti naravoslovci, ki so največ prispevali k napredku naravoslovja. Tako da dobiš prvi vpogled že pri tej tabli, a ne potem. Ja. In kako se rože, kako se rastline, ki so bile preseljene, počutijo na tem prostoru danes? Ja, z rastlinami je pa tako, ne. Nekatere so ubogljive, a ne, to je tako kot pri ljudeh. Nekateri so ubogljivi, delajo tako, kot jim je rečeno, nekateri so pa po svoje. In tudi rastline so take, ne, da jih ne moreš privezati, ne, ker nekje bi naj bila, tako kot je zasnovano, ja, pa kje je ta rastlina, se je Marija razburila, ja. Na drugem koncu se je kar preseli se, ne. Tako da rastline najdejo same tisto mesto, kjer jim najbolj ugaja. Nekatere tudi nočejo, ne najdejo, nočejo tam, kamor si jih posadil, nočejo nekje druge. Vrt ni na najbolj idealni lokaciji, precej je senčen, ne. Ja. Tako, kakor so nam tudi naši gozdovi. Ja, tako, ja, sej osnova, pravzaprav tisto najbolj jedro vrta je tudi bukovo jelov gozd, ki je značilen za tele naše okolice. Ja. Kdaj ste pristopili k urejanju vrta v taki meri, kot to opravljate še danes? 2004. leta je bila otvoritev, je bila tiskovna konferenca, so bili povabljeni novinarji, pa župani in taki zaslužni, vsi, in se je to predstavilo in moram reči, da je kar trajalo, preden je nekako ta vrt prišel v zavest. Moram zdaj reči, da ljudje kar vedo, da je veliko zelo hodijo skozi, to je taka dobrodošla bližnjica, pa mogoče gredo tudi zaradi tega, ker imajo radi rože. Pa da rečem, da urejeno, da je lepo je ograja, stopnice, potke, toliko je kar urejeno. Ja. Vrt živi tudi z ljudmi. Kdo so še obiskovalci tega vrta? Predvsem ni vrt sam sebi namen, ne. Namen je za ljudi, da bi vzljubili, da bi vedeli pravzaprav, ne, ker mi imamo tega toliko tukaj okrog, da se nam vse zdi samo po sebi umevno, pa ni, ne, ker tudi zdaj, ko vidimo, kako se nam zarašča, pa tole ni več vse tako samo po sebi umevno, kot je bilo recimo še leta nazaj, ko sem prišla. Veliko se je spremenilo in ta vrt je nekako predstavlja te rastline, ki so jih predvsem skopoli, pa hladnik so, pa frajerjeve so, od vseh teh, od vsakega jih je nekaj v vrtu in kar to bi naj bilo kot nek, ne vem, pouk za ljudi, ki imajo naravo radi. Seveda bi ljudje so nekako bolj želijo, da bi bil ta vrt zelišča, ne. Ja, pa kaj je zdravilno, pa kaj ni zdravilno, pravzaprav je vsaka roža zdravilna, samo doza je važna, ne. Tudi ta volčič, njegov, če je sicer bil zelo uporaben v anesteziji, samo če ga preveč, je lahko strup, ne. V pravi dozi je zdravilo. Sicer pa ta vrt imamo veliko rož, ki jim lahko rečemo, da so zdravilne. Samo ni, da bi jih nabiral v tem vrtu, vse tam mucki, pa kužki, pa tudi ljudje malo zalivajo po svoje, tako da ne bi priporočala za čaje, ne. Je pa marsikatera rastlina zaradi tega tudi umre, ne, ker je preveč pa premočno zalita,
tudi to jim škodi, ampak kar trpežne so. In mislim, da imajo ljudje tudi kar dober odnos. Najslabši so lastniki psov, moram reči, ne, ker imajo tako pse radi, da strašno uživajo, ki jih gledajo, kako skačejo po gredicah in tako naprej. Otroku ne dovolijo, psu pa dovolijo. To je zanimivo. Ste pa najbolj veseli obiska otrok, je tako? Seveda. In tudi te vzgojiteljice pripeljejo otroke skozi vrt, ne, sicer, glejte, to so otroci, radi imajo, da je roža lepa, ne, tako, to. Nimajo radi tisto zelenje, pa tisto jih tako ne privlači, če pa roža, da je pisano, da je to jih pa ustavo, ne, ampak kar šole se kar potrudijo, tako da posebno letos smo imeli kar nekaj šol, da smo jih vodeno, ne, ker drugače greš pa lahko skozi vrt sam, tablice, dosti, če te zanima, lahko tam prebereš kaj, pa si ogledaš, slikaš, ali pa si v spominu tisneš rožico, tako da ni nujno, ne, da je vodeno. Za otroke je pa dobro, ne, da jim še malo drugače, kakšno zgodbico ali kaj tako, ne, da je privlačno. Ne. Še smo rekli, da je vrt na enem mestu predstavlja rastline našega okolja, da se jih lahko obiskovalec na enem mestu ogleda, ampak v vrtu ne cvetijo vse leto. Zato je Muzejsko društvo Idrija v najemu vzelo prostore spet od rudnika, kjer imamo razstave slik rastlin našega akademskega slikarja Rafaela Trpina, tam pa rože cvetijo celo leto. Ja, tu imamo res izredno srečo, da imamo Rafkota. Ja, še to bi mogla reči. Te prostore, tudi ta teren, kjer je ta vrt Skopoljev, spominski vrt, nam je dal takrat še rudnik živega srebra za 30 let v najem. In drugo leto bo že 20 let, kar imamo mi to v najemu. Tako da ne vem, kako bo potem, ampak pustimo čas v čas. Ja, je pa, ne, ker v vrtu pravzaprav ni nekega prostora, kjer bi lahko bila velika skupina. Ne? In je zelo dobro, če pride, recimo, če že 20, to je preveč. Ne? Prvi sliš, za zadnji ne več in potem je samo ponavljanje, pa spraševanje, pa tako naprej. Tako da smo se zdaj odločili ne samo v primeru slabega vremena ali pa takrat, ko rože ne cvetijo, ampak tudi, ko cvetijo, da razdelimo skupine. Da je recimo takole skupina do njih 10, maksimalno 15. Drug del skupine je pa ta čas v tem razstavišču, kot temu rečemo. Ne? Flora Carniolika ima naslov po tej Skopoljevi knjigi. In Rafko vsako leto maja ima novo predstavitev teh svojih. On ima izredno zbirko, več kot 3000 naslikanih rastlin, na takem približno A4 format je, vse so opremljene tako kot da jih herbarija. Ne. To je pa on naslika, mislim, da s peresom, potem pa pobarva mislim, da je voščenke, da so. Lahko pa tudi kaj drugega. To ne vem točno tehnike, ampak vsaka slika je opremljena s temi podatki, kot da je herbarija. Slovensko ime, latinsko ime, kje je bila najdena, kdaj je bila najdena in kdo jo je najdel. Nima pa samo rastline, tudi drevesa, grme pa gobe. Tako da je res izredno, edino, kar se še ni spustil, je to, da bi
da bi žvalce tudi, da bi kakšne metuljčke pa hrošča pa tako mrgolazena, ne, da bi tudi, ampak tega pač ni. Je že to, kar dela, je nekaj neverjetnega. Ja. Tinka, kako vidite prihodnost tega vrta in zbirke? Ja, prihodnost vrta zdaj manjka nam strokovna pomoč, a ne? Recimo, bom jaz rekla meni, a ne, osebno društvu, kot temu, ki skrbi, je pokrovitelj tega vrta, ne, če se temu reče, tudi pravzaprav vse stroške, a ne, nosi društvo, razen vode, ki je pa, mislim, da je prevzela občina, da plačuje vodo. Pa. Ja, kako bo s tem? Lepo je, ne, če je vrt urejen, pa zdaj je nekako kaženo podobo urejenosti, je pa tako, da malo pravi, da bi morala kakšnega naslednika poiskati, ne. Letos sem obiskala Marijo Bavdaževo, ki je v domu starih v Luciji, pa mi je rekla, ja, veš, je rekla, pri teh letih bi pa že morala pomisliti na naslednika oziroma naslednico. Delaj na tem, je rekla, lej, jaz sem dobila tebe. Sem mislila, dobro, to je tole, a ne. Nisem še najdla, sej pomočnike najdeš, rada bi pa tudi komu, a ne, vse teh letih, jaz pravzaprav v vrtu delam od 2008, a ne, prej nisem. Od takrat pa kar skrbim, prej sta tudi Ivica pa Marija, ne, veliko. Zdaj seveda sta prišla v leta, ko ni možno, ne, da bi v teh letih že sama vidim, da vsako leto težje, a ne, in bi bilo zelo lepo, da bi nekoga, ki to dela z veseljem. Moraš imeti veselje zaradi tega, da bi jaz še v Spodnje Idrije hodim, pa letos, ko so bili ti zastoji pred temi semaforji, res ni bilo. Sem prej prišla peš, a ne, dobro, da rada hodim peš, ampak moraš imeti to rad, a ne, da lahko delaš, upajmo pa, da bo nekako je Martina, naša predsednica Martina Pelhan, se zdaj piše, ne, je prosila doktorja Bavcona, če bi neko pomoč strokovno, a ne, je obljubil, a ne, ampak on je tako zaseden, da tiste 2-krat, 3-krat, ko pride v Idrijo, a ne, je to za mene premala, ne. No, nisva se pa še, da bi se midva dobila, pa da bi mi malo povedal, kako, oziroma verjetno bi jaz mogla povedati, kaj si zamišljam pod strokovno pomoč, ampak jaz si že, da reče, te rastline naj bodo tukaj, te naj bodo tukaj, tako si nekako jaz predstavljam to. Želela bi si res, da me nekdo usmerja, jaz delam že, pa nadomeščam rastline, recimo, ki vem, kje je bila, pa tole, zdaj novih pa ne prenašam, ne. Prav, ja. Glavne, ob takem zanosu, ob takem dobrem zgledu se bo sigurno najdel nekdo, ki ga boste okužili in bo nadaljeval oziroma najprej pomagal, potem pa nadaljeval. Ja, mislim, da malo mora že okužen biti. Tako. Ja. Tinka, vsi v Idriji vas poznamo, ampak ne prihajate iz Idrije, niste od rojstva tukaj. Ne, jaz sem z Gorenjske, Gorjanka, ne, z župnije je Gorje, to je pri Bledu, ali više od Bleda, na poti v Pokljuko. Na Pokljuko sem pa na začetku Soteske Vintgar tam doma, tako da sem lep konc, no, moram reči. Ja. In bolj doma se počutite? Ja,
Zmeraj me otroci zmeraj vprašajo, kje si, a ne, doma, kje je doma, a ne. Še zmeraj rečem, da sem gor doma, ne, pa tudi nekako, če bi mi rekli, a sem Idrijčanka, ne rečem, da sem Idrijčanka, ampak takrat, ko se je mož poslovil, sem mislila, da se bom preselila gor, a ne. Pa nisem zdržala niti mesec, a ne. Mi je manjkalo, tako da sem tukaj tudi doma. Jaz imam rada imam, težko sem se navadila na te strmine, grape, ker tam Gorenjska, čeprav mislimo, da je gorata, je odprto, ne vidim, kaj do Kranja vidimo, ne, od naše hiše. Ampak, ne vem, v Idriji k srcu mi je preraslo. Kjer je lepo, tam je človek doma. Ja. Ali obratno. Ja. Zelo se vključujete v družbeno življenje tega okolja. Vse skozi ste aktivni. Ja, tako je, ja. Že mislim, da me je, kaj jaz vem, kako. Z možem sem nekako vstopila v to življenje, njega je to zmeraj taka umetnost, pa te stvari, glasba, to ga je zelo, in sva hodila na te prireditve, potem se je osnovalo muzejsko društvo, v planinskem društvu sem bila pa tako ali tako, že od malih nog, najprej v planinsko društvo Gorje, potem pa v Idriji, kar sem v Idriji, sem članica Idrijskega planinskega društva. Ja. V vsem delu, vseh aktivnostih se pri vašem delu odraža ljubezen do cvetja. Ja, cvetje je res tisto, ja, kaj jaz vem, lepota v malem, lahko tudi v velikem, a ne, odvisno kako je, ampak res pri tem zelenju meni je všeč vse, od listov, struktura, kako je tole, do cvet sploh, a ne, semena, vse se mi zdi tako lepo, tako da za mene vrt seveda je najlepši takrat, ko cveti, že zaradi tega, ker vem, da ga ljudje bolj z dopadanjem gledajo, ne, pa hodijo, aha, zdaj pa to cveti, sem zadnjič to videl, pa ono videl, pa tako naprej. Ampak meni je lepo v vsakem času. Ne zmanjka vam idej, ne zmanjka vam raziskovalnega duha. Radi se potepate, radi raziskujete svet. Ja, no, svet bolj malo, a ne? Čeprav ga toliko, kot sem ga letos, ga pravzaprav nisem že nikoli, ne. Tako se mi je vse zgodilo, da sem najprej čisto nov del, ko sem bila v Dobrni, v Toplicah, sem vse tam okrog prehodila in so rekli, no, nasvidenje je naša najbolj aktivna pacientka. Potem sem dobila za okroglo obletnico Apulijo, ne, sem po Apuliji za avtobusom sicer, a ne, vodeno. Potem so pa s prijateljico pa šle, so bile pa 11 dni v Provansi, a ne, in to je bilo res nekaj posebnega, ne. Tako da pa vse to je lepo in lepi kraji, vse mi je všeč, ampak najlepše je pa to, ko mislim, kam bi pa danes šla, pa grem, ali se usedem na avtobus, pa me pelje do reke, pa grem tam gor, ali me pelje do Podkorita, pa grem v Trebušo. In najrajše imam take steze, ki se mi pokaže med tem, ko hodim, a ne. Odkrivanje teh novih stez, oziroma novih, ne, starih stez, a ne. Zame so nove. To imam najrajše, a ne. In to me res, sicer mi vsi pravijo, ja, to pa ne smeš sama hoditi ali karkoli, samo ko sam hodiš, si res sam, ti si sam, pa narava okrog, ne. Kakor imaš nekoga, že deliš ali mnenja, ali poglede, ali kakorkoli.
vse je dobro, a ne, ampak najlepše je pa hoditi sam, tudi najglobje se ti vtisne v dušo. In po tepuhi imamo v tem okolju še mnogo dela. Zelo velik, ja. Od vsega začetka, od mladosti, nosite v sebi še eno ljubezen in to je ljubezen do pisanja. Ja, pravzaprav, ja. Najprej sem pisati morala, a ne, zaradi tega, ker smo imeli 3 tete, mama je imela 3 sestre po svetu, a ne. 2 so bile nune, sta bila v Alžiriji, Egiptu, vse sorte, Tunis, se spomnim. Ena je bila v Italiji, pa stric je bil dolg časa duhovnik, je bil na Hrvaškem, in je bilo treba vzdrževati pismene. Včasih se ni tako potovalo z lahkoto, kot se zdaj. In je za praznike v to obvezno, pa še vmes kaj. Mama je rekla, napiši to pa to, kaj se dogaja v moji strani, pa kaj se s sorodniki, pa to, take stvari. Tole pa napiši še kaj sama, ker v vas otrocih. No, in tako se je začelo. Najprej nisem rada, potem sem pa vedela, da to moram, mama ni imela časa, povedala je iztočnice, jaz sem pa pisala tista pisma in to je bilo to. V šoli pa sploh rada, najrajši sem imela proste spise, slovenščina mi je bila seveda zmeraj pri srcu, pa deklamiranje, pa branje, tole, to sem imela od nekdaj rada. Najlepše mi je pa bilo, kadar je učiteljica dala prosto temo. Prosti spis, pišite, o čemer hočete. In takrat sem sigurno napisala kaj v naravi. Ali pa o mojih mlajših bratih pa sestri, ki so mi marsikatero zagodli. Ali pa jaz njim. Svoje besedila objavljate v časopisih, v revijah. Ste pa izdali svoj prvi prvenec skupaj z Rafkom Trpinom že leta 2004 in to je bil vodnik, pravzaprav povabilo na potepanje, na raziskovanje okolice Idrije. Ja, in spodnje Idrije. Ker jaz sem bila, Rafko je zadolžen bil za okolico Idrije. Jaz pa nisem bila prvotno izbrana. Prvotno je bil izbran Branko, mož. On bi ne pa okrog spodnje Idrije. Ampak si je zlomil nogo. In pejt pa ti. To je tako, kot bi žabo v vodo nagnal. Jaz sem se zagnala v to z vso silo. Potem, ki je bilo pa treba, da je pa najlažje, če kar nadaljuješ. In je bilo potem treba to spisati. Seveda pisanje v vodnik, jaz sem bolj suhoparno, takole, če primerjam Rafkotovo besedilo pa svoje, moje zelo suhoparno, ampak ta vodnik je bil strašno z navdušenjem sprejet in je prva izdaja, se ne vem v kolikih izvodih je bila, je pošla. Tako da smo potem ponovili, ne vem, je bilo čez 2 leti ali čez 1 leto, sem danes gledala, druga izdaja je v zelenih platnicah, sem pa videla, da nismo spremenili letnice izdaje, da je vse objestan za 2004, še napisano. No, tako, take. Pa prav gotovo je še kakšna druga napaka, ampak takrat v tistem času je bilo to nekaj novega in so ljudje res, to je bilo pa res navdušenje, ki ga nismo pričakovali. Vodniček je imel tudi zanimiv naslov. Da mi jaz povedala tako, kot ga jaz izgovorim, ugrizen mol kalina. Ljudje, ki so od zunaj, so se spraševali, zakaj bi grizli ptiča kalina. To so naše posebnosti. Ste pa objavili mnogo člankov, ne tako suhoparnih opisov v 14-dnevniku Idrijske novice. Koliko let sodelujete že z našim časopisom?
Ja, v pokoj sem šla 2005. Mislim pa, da sem že tudi prej kaj napisala, ampak od takrat pa prav gotovo, to pa nisem pogledala, ampak člankov je pa res veliko. Mislim, da jih je kar okrog 400 ali nekaj takega že. Ja, zelo veliko. Bralci Idrijskih novic čakajo in iščejo vaše članke in vas pogrešajo, če ni nobena vaša. Zato ste s tem Množine izbrali en izbor in pred leti izdali knjigo pri založbi Bogataj. Ja, mislim, da je ta gospod Damjan je rekel, da ljudje sprašujejo, zakaj pa ne bi v knjigi. To je zdaj, to ni na mojem zelniku zraslo in malo me je spodbujal, da ne izberem, kako ne jaz izberem. Meni je bil vsak pri srcu. Sem ga napisala, pač srcem se napišem takrat, ko se me kakšna stvar res dotakne, in takrat z lahkoto napišem. Tudi zaradi tega, ker bi rada, da bi ljudje tudi uživali, ker ni treba, da imaš ne vem koliko denarja, da greš po svetu ali karkoli. Toliko lepote je tukaj na tem majčkenem kosu, da tudi to je en vzrok, zakaj napišem, kakšen članek. Knjiga z naslovom Moje poti, ja, to je, potem so pa nastale te točno to, kako je prišlo do tega. In je rekel, izberi, kaj bi rada. In jaz sem mencala, potem je pa, moram reči, da je naredila, a je Damjan ali ga je Branka, v glavnem so naredili izbor. Tudi naslov, malo sem bila sicer, da bi drug naslov si želela, ampak je rekel, mislim, da je ta pravi, res ta pravi. Ta pravi, to je bilo leta 2017 je to izšlo, ta knjiga je šla in je še zmeraj je res, to je lepa knjiga. Je, knjiga med bralci zelo lepo sprejeta. Ja. Za vse delo, za ves trud, za vse aktivnosti ste leta 2019 prijeli tudi občinsko nagrado. Ja, mislim, da me je tudi založba Bogataj me je predlagala za to nagrado. Spomnim se, da je bila da smo te nagrade sprejeli gor v Ledinah. Je bilo prav lep poznopomladanski večer je bil na tistem igrišču v Ledinah. Lepo, ja, lepo. Hvaležna sem in seveda zadovoljna tudi, nekaj služeno. Ja. Tinka, a imate še kakšno sporočilo za naše gledalke in gledalce ob koncu tega pogovora? Ja, pravzaprav nič novega, to, kar vsi pravimo, ne samo za telesno zdravje, tudi za duševno zdravje je dobro, če greš v naravo. Se ni treba, da postavljamo rekorde ali karkoli. Greš neobremenjeno, se predaš ali šumenju vetra, ali pticam, ali rožam, ali drevesom podrasti, ali kakorkoli. To. Mislim, da je to, jaz brez tega težko. Zdaj smo pa ljudje različni, ampak mislim, da če imaš kakšno težo na srcu ali karkoli, da te najboljš pozdravlja narava. Seveda tudi bližnji, tudi prijatelji so potrebni. Tinka, hvala vam za te besede. Hvala vam za vse napore, za ves trud, ki ga sami in sodelavci vlagate za urejanje tega Skopoljevega spominskega vrta. Hvala vam za obisk in za tale pogovor. Ja. Vse dobro vam želim. Hvala. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.